Hvala. Hvala lepa, gospe in gospodje. Jaz sem vesel, da lahko z gospo komisarko nekako demonstrirava, kako deluje moderna Evropa. Ne delujejo samo inštitucije s svetom, parlamentom in komisijo, ampak deluje tudi prijateljstvo. Midva se od časa do časa vidva, jaz vem, da je komisarka zelo zasedena, ampak včasih imava kakšen zajtrk ali kakšno večerjo, pa se pogovarjava, kaj bi naredili za Evropo. In jaz sem vesel, da je sama omenila Luksemburg. Luksemburg je za Slovenijo v marsičem zgled. In jaz nisem še nikoli slišal nekoga iz Luksemburga, ki bi rekel, prihajam iz majhne države. Kadar srečam koga iz Luksemburga, mi reče, delam velik projekt, imam idejo, gremo naprej. V tem smislu pravim, da je Luksemburg za nas zgled. In jaz sem vesel, da sva se z gospo komisarko ujela kar v nekaj idejah, tudi glede ideje za to konferenco, ki mislim, da sledi temu, s čimer so začeli očetje Evrope pred več kot 50 leti. Zanimalo jih je, kaj narediti za ljudi Evrope, da se ne bomo več tepli, da ne bo več vojn, da bomo spoštovali različnost. In tukaj se strinjava, da je moderna informacijsko-komunikacijska tehnologija tista, ki lahko veliko več naredi za več humanosti, veliko več za medgeneracijski dialog, ki postaja nuja v Evropi z čedalje bolj starim prebivalstvom. In jaz sem vesel, da prav Slovenija daje z njenim obiskom oziroma s to konferenco, za katero sem hvaležen SMA Union, da je prevzela organizacijski del, da dajemo ta poudarek na medgeneracijskem dialogu in humanosti. In poudarki, ki so bili dani danes že na prvem panelu, mislim, da so izredno pomembni za prihodnost Evropske zveze, ker ta tehnologija, mislim, da lahko Sloveniji, da lahko Evropi pomaga ne samo po gospodarski, ampak tudi po socialni in po kulturni plati. Jaz sem vesel, da so se gospe Redingove danes spomnili filmski producenti, ker poznajo njena prizadevanja za večji uspeh, večjo moč evropskega filma. Nas vse skupaj zanimajo evropske identitete in film je seveda bistven za to, da to identiteto in ustvarjalnost krepimo. In rad bi rekel, ko gre za koncept informacijske družbe, ne gre za nek sektor, ne gre samo za tehnologijo in medije, gre za prihodnost Evrope. In jaz sem vesel, da se tukaj na tej konferenci tega zavedamo. Bi pa rad tudi to priliko izkoristil za to, da izrazim javno priznanje k pogumu gospe komisarke, ko je šlo za tako mali roaming. Vi veste, da ta zgodba ni bila tako enostavna, da je bilo precej nasprotovanja. Ampak zgodilo se je tisto, kar jaz mislim, da se mora v Evropi dogajati. Veliki projekti so še vedno pred nami. Nekateri so rekli, po zgodovinski združitvi, po uvedbi evra, Evropa nima več velikih tem. Evropa ima ogromno velikih tem. Zame je roaming velika tema, zato ker državljani čutijo evropsko politiko dobesedno v svojih žepih. Tam je občutek najboljši, če ti plačaš toliko in toliko manj, zato ker telefoniraš, potem si lahko vesel, da imaš voditelje, ki so k temu prispevali. In mi pričakujemo, to gospa komisarka ve, od vsake komisarke ali komisarja, da je voditelj, da skrbi za leadership, kot rečejo Anglezi. In jaz sem vesel, da je ona to liderstvo za svoj del prevzela. Je šla smelo v zadevo, ima tudi nove ideje in jaz si želim seveda, da bi v tem uspevala tudi naprej. Jaz, ker sem zadolžen za informacijsko družbo v Evropski ljudski stranki in ker sem tam tudi predstavnik malih in srednjih podjetij, sem posebej vesel, da lahko Slovenija kaže tudi z lastnimi primeri, kako uspešno je lahko malo podjetje, če se zadev loti prav. Mi smo obiskali tudi podjetje T2,
ki je nastopilo pred dobrim letom in je močno prispevalo k znižanju stroškov. In to je SME pristop, bi rekel. In jaz sem vesel, da je zasebno podjetje, malo podjetje, bilo sposobno znižati cene, pa ima seveda samo kljub tako nizki ceni profit. Skratka, to, kar govorimo glede lizbonske strategije, je mogoče. Mogoče je znižati cene, mogoče je ojačati konkurenco, mogoče je ojačati inovativnost in sporočilo te konference je, dajmo malim in srednjim podjetjem še več možnosti, dajmo debirokratizirati procedure, da bodo mali in srednji dali več. Seveda, mi se zavedamo tudi pomena velikih. Jaz sem vesel, da danes tukaj kot predsednik Microsofta v Sloveniji bo še danes kaj povedal, da so tukaj predstavniki močnejših podjetij, kot je Telekom, Simobil in tako naprej. Mislim, da moramo vsi skrbeti za to, da se bo konkurenčnost uveljavila kot ključna vrednota v svobodni ekonomiji in jaz sem vesel, da je Evropska komisija tako jasna glede tega. Torej, gospod komisarka, lepa hvala za prisotnost tukaj. Vem, da je vaš čas zelo dragocen. Vem, da boste morali drugo leto priti še večkrat v Slovenijo, ker bomo predsedovali Evropski zvezi, ampak to mislim, da je bil dober start tudi glede namenov slovenskega predsedovanja Evropski zvezi na področju informacijske družbe.